Gozdovi, tudi kočevski, so prepredeni z različnimi peš in tudi kolesarskimi potmi, ki so jih občini zdaj tudi označili. Pri nas so gozdovi sicer prosto dostopni, vsakdo jih lahko obiskuje. Dileme, ki se pri tem pojavljajo, pa so poškodbe ali pa stroški, ki lahko nastanejo za tako rabo gozdov. Lastnik seveda ali pa nekdo, ki gozd kupi, ni pripravljen, da bo pa zdaj še posebne stroške imel za to, da bo nekdo lahko ta gozd obiskoval s kolesom, bodisi peš, da bo v njem prirejal piknike in podobne stvari. Posebej občutljivi so med drugim kočevski gozdovi, saj so stališča varstva narave to eni najpomembnejših v Sloveniji, predvsem zaradi velikih zveri, nekaterih vrst ptic in drugih habitatnih tipov. Ljudi treba usmerjati, jih vzgajati in pravzaprav te poti in te interese rekreativne umeščati v tiste dele gozda, kjer je pač to stališča tudi živega sveta najbolj sprejemljivo. Tako tudi na občini tega prostora ne želijo spreminjati in vanj vnašati nepotrebne infrastrukture. Turisti tega niti ne iščejo. In seveda predvsem tisto, kar si želijo doživeti v Kočevskem rogu, ta pristnost Kočevskega roga oziroma gozda kot takega in pa ne neke izjemno moderne turistične infrastrukture, ker kot pravijo, doma imajo tega že dovolj, želijo si le miru v gozdu, kar pa jim lahko z najmanjšim poseganjem v naravo omogočimo ravno s peš in pa s kolesarskimi potmi. In bistveno za ohranjanje te pristne narave Kočevskega roga je, da v določene dele obiskovalci sploh ne bi stopili. In morda še nasvet, v gozdu naj ne bi pustili ničesar drugega kot stopinje in vzeli le sliko, je bilo slišati v Dolenjskih Toplicah.